Zemlja rodna moja je tako, da če treba bil se on za njo, zadnja kaplja mojega srca. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki za Turjak. 13. septembra 1943 so partizanske enote 14. divizije, okrepljene z italijanskimi topovi in posadkami, začele obroč okoli gradu Turjak, kamor se je v zadnjih dneh zateklo več 100 vaških stražarjev, četnikov, civilnih prostovoljcev in duhovnikov. Ta spopad ni bil naključen, temveč rezultat strateškega načrta, ki ga je že pred kapitulacijo Italije pripravil generalni štab podpolkovnik Ernest Peterlin. V primeru italijanskega razpada naj bi se vaške straže zbrale med Velikimi Laščami in Turjakom, se preimenovale v Slovensko narodno vojsko in tako nastopile kot domnevno legitimni del prihodnje jugoslovanske vojske pod zahodnimi zavezniki. Vročica pričakovanj, da bi se Anglo-Američani izkrcali na jadranski ali istrski obali, je močno vplivala, da se protikomunistične sile umaknejo v turjaško trdnjavo, kjer so vsaj v teoriji lahko držale odprt manevrski prostor proti Ljubljani, Ribnici in Dobremu Polju. Ko je 8. septembra 1943 Italija razglasila kapitulacijo, je Peterlin po kurirjih ukazal najbližjim postojankam odhod na Turjak. Z Ljubljanskega barja in vzhodnega obrobja mest so krenili možje iz Podpeči, Tomišilja, Iga, Pijave Gorice, Rudnika, Orel in Svetega Urha. Za seboj so pripeljali italijanski poljski top, ki so ga, ker jim je deloval odveč, so ga celo namerno poškodovali in odvrgli v grapo. V Ljubljanskem zaledju je Peterlin za svoje širše namestništvo določil stotnika Albina Cerkvenika, ki se je z malim planinskim četniškim odredom slučajno znašel blizu Turjaka. Cerkvenik je hitro prevzel operativno vodstvo in razpostavil enote. Zbirališče in oskrbovalna baza naj bi ostala v gradu. Štab ter glavnino orožja pa je preselil v šolo na Zapotoku pod Kureščkom. Tam je iz posadk Žanskega polja in planincev formiral prvi približno 250-članski bataljon. Turjak pa je ohranil kot predhodno postojanko. Medtem so italijanski poveljniki v Ribnici in Velikih Laščah odklanjali predajo orožja slovenskim enotam, ker so se želeli zavarovati pred napadalnimi partizani. Partizanom pa so v zameno za zavarovan koridor pri umiku radodarno izročili puške, mitraljeze in topove in sklenili dogovor, da bodo skupaj napadli vaške straže na Turjaškem gradu. Prav to sodelovanje med nekdanjim okupatorjem in komunističnim odporom je prevesilo ravnotežje moči. Podpolkovnik Josip Dežman, ki je v Ribnici začasno prevzel vojaško upravo, je sicer razglasil mobilizacijo in skušal od Italijanov iztisniti obljubljeno opremo, a mu je polkovnik Scalzino odkrito napovedal grožnjo uporabo sile. Dežman se je bil prisiljen s stražarji v temi umakniti čez Malo goro proti Vidmu in nato na Turjak, medtem ko so se četniške skupine razkropile po okolici Roba in Velikih Lašč. Do sobote 11. septembra je v grajskem obzidju in okoljskih vaseh plapolalo že blizu 1000 belih trakov. Posadke iz Velikih Lašč, Roba, Velikih Poljan, Sodržice, Dobri Pol in Šentjurja, poleg njih pa še ljubljanski četniški odred Radivio Fajdige. Na sam Turjak so se zatekli tudi civilisti in 26 duhovnikov. Ocenjuje se, da je v 3 dneh skozi grajska vrata stopilo kakih 1600 ljudi. Vzporedno se je na Zapotoku oblikoval čvrst obrambni prsten z mitralješkimi gnezdi na Kureščku, Rogalcu in Osredniku. Cerkvenik in kaplan Fran Malovrh sta 12. septembra partizanskemu štabu poslala pismo. Razglasila sta Turjačane za Slovensko narodno osvobodilno vojsko v sestavu jugoslovanske armade, ponudila lojalno sodelovanje pri obrambi naroda in hkrati zavrnila zahtevo po brezpogojni predaji orožja. Partizani so odgovorili z ultimatom in pozneje z ognjem. V noči na 13. september so italijanski topovi 75-13 postavljeni na Rašici in v dolini Rašice začeli obstreljevati granate po zidu, strehi in dvorišču gradu. Kratke prekinitve so izkoristili le za glasna pozivna gesla k vdaji.
Artilerijski pritisk, okrepljen s tankom L-640, je trajal 3 dni. 14. septembra je padlo severno obzidje. Napadalci so prodrli naprej v kapelo, nato v notranje dvorišče. Po hitrem, bliskovitem jurišnemu napadu so partizani in Italijani zajeli približno 700 branilcev, med njimi ranjence, ki pa so jih odložili ob grajskem ribniku in jih pozneje po nekaterih virih 28, po drugih 31 na hitro postrelili. Preživele so odvedli čez Kuršček proti Velikim Laščam in naprej v Kočevje, kjer je sledilo zasliševanje ter prve likvidacije. Vojaški padec Torjaka pomeni zlom upanja, da bi se vaške straže po italijanski kapitulaciji dvignile v organizirano slovensko narodno vojsko. Politično pa je pokazal, kako je komunistično partizansko vodstvo pripravljeno uničiti vsakršno alternativo, četudi za ceno sodelovanja z dozdajšnjim okupatorjem. Psihološkega vidika je tragedija utrdila totalitarni sloves partizanskega gibanja in napravila iz Torjaka simbol dvojnega nasilja, italijanskega orožja in revolucionarnega obračuna s slovenskimi političnimi nasprotniki. Grad, ki je stoletja kljuboval turškim upadom in kmečkim uporom, je tako postal prizorišče silovitega boja, v katerih se je zmes strateških iluzij, notranjih razprtij in brutalne realnosti vojne razletela skupaj z njegovimi srednjeveškimi zidovi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.